Kadar babica nima časa za pravljice, je tukaj spet čudežna številka 111 iz telefonskega imenika mesta tukaj. Nekega dne, ko je Lenčka prosila babico, naj pove kakšno pravljico, ji je rekla: Kaj ne vidiš, otrok moj, da imam polne roke dela? Sirov zavitek se ne naredi sam. Lenčka, pojdi k telefonu, zavrti številko 111 in boš slišala pravljico ter pesmico. Lenčka je tekla k telefonu, zavrtela to čudežno številko in poslušala pravljico o kozličku Meketajčku. Mama koza je skotila ljubkega, belega kozlička. Klicali so ga Meketajček. Ker je rad veliko pil in jedel, je neznansko hitro rasel in postajal iz dneva v dan bolj močan, postaven in lep. Še malo, pa si boš moral sam služiti kruh. Sam! Kaj ni dovolj, da se pasem, poskakujem in meketam? Ne, ni dovolj. Danes je že tako, da moramo trdo delati vsi, prav vsi, brez izjeme. Ne prav, je zameketal kozliček in ko je v radiu živalski glas slišal, da na pošti iščejo novega poštarja, se je prijavil. Bilo jih je dolga vrsta, ki bi bili radi poštarji. Toda odločili so se za kozlička Meketajčka, ki je poznal vse, še tako zakotne steze v kraju, kjer je živel. Ko so mu za vrat obesili poštno torbo in kup pisem v njej, so mu zabičali: Vselej jih moraš raznesti, do zadnjega pisma, pa če tudi padajo v špičene prekle z neba. Bom Ta dan z neba sicer niso padale v špičene prekle, toda lilo je kot iz škafa. Kozliček Meketajček je že premišljeval, ali naj odrine na strmo stezo v hišico številka 7 ali ne. Tam bi moral dati 3 pisma. Za Mucko Bucko, Račko Tačko in Gosko Bosko. Pa si je moško dejal: O, da bi ga videli, kako je bil moker. Vse je teklo od njega. Prijazen teliček, ki je pokukal iz hleva in zagledal kozlička Meketajčka, do kože premočenega poskakovati po strmi stezi, je vprašal: Bi dežnik? Ne, hvala, bo šlo tudi brez dežnika. Je zameketal Meketajček in se ustavil pred hišo številka 7. Najprej je potrkal pri Mucki Bucki. Nikogar doma. Potem je potrkal pri Rački Tački. Tudi tu se ni nihče oglasil. Nato tok, 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 še pri Goski Boski. Spet nič. Kaj pa zdaj? Je žalostno zameketal in zagledal na ograj petelinčka, ki je kikirikal. Ne, ni jih doma. So tekle, tek, na konec sveta. A tako, jih bodo pa dobile potem, ko se vrnejo, saj konec sveta ne more biti tako zelo daleč. Je pokimal Meketajček in spravil pisma nazaj v torbo. Ko je poskakoval po strmi stezi navzdol, je prenehalo deževati. Pokukalo je sonce in kozličku Meketajčku je veselo zaigralo srce. Poštar je biti pa res lepo, si je dejal in se na mah ustavil. Zaslišal je pesmico, ki so jo prav ta čas predvajali po radiju živalski glas.